Danes se ogromno govori o uravnoteženi prehrani. Zato je danes z nami magistra Varineja Drašler. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Bi nam lahko na drugačen način predstavili ali konkretno povedali, kaj je to uravnotežena prehrana in kako je pomembna za bolnike z multiplo sklerozo? Ja, uravnotežena prehrana najbolj enostavno povedano pomeni vsega po malem. Temelji na hranilno bogatih in raznovrstnih živilih, ki zagotavljajo zadosten vnos vseh hranil, torej beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, prehranske vlaknine ter vitaminov in mineralov. In v današnjem klipu bomo spoznali, kakšna je vloga posameznega od teh hranil v naši prehrani in pa tudi v katerih živilih jih najdemo. Pa če začnemo kar z beljakovinami. Beljakovine so gradniki našega telesa, vključene pa so tudi v številne druge procese, ki potekajo v našem organizmu in v delovanje imunskega sistema. Z beljakovinami so najbolj bogati na primer pusto meso, ribe, jajca, mlečni izdelki, med rastlinskimi živili pa stročnice v kombinaciji z žiti. Potem imamo ogljikove hidrate, te so za naše telo glavni vir energije. Med ogljikohidratna živila spadajo na primer testenine, kruh, riž, različne kaše, različni kosmiči in na primer krompir. Zaželeno pa je, da izbiramo predvsem cela žita in polnozrnate izdelke, zato da prehrano s tem še dodatno obogatimo s prehransko vlaknino in vitamini in minerali. Tudi maščobe so zelo pomembne za naše delovanje, so naš rezervoar energije, poleg tega pa skrbijo za toplotno izolacijo telesa, ščitijo notranje organe, so gradniki celičnih membran, prekurzorji hormonov in pa skladišče v maščobi topnih vitaminov. Poudarek naj bo predvsem na uživanju enkrat in večkrat nenasičenih maščobnih kislin. Te najdemo na primer v ribah, v oreških, v avokadu in pa v kakovostnih rastlinskih oljih, kot so na primer oljčno, repično, bučno, laneno in orehovo olje. Tiste manj zaželene pa so nasičene maščobne kisline, s temi pa so najbolj bogata predvsem živila živalskega izvora, na primer mastni kosi mesa in polnomastni mlečni izdelki, pa tudi nekatere rastlinske maščobe, predvsem kokosovo in palmovo olje. Potem prehranska vlaknina. Sicer spada med ogljikove hidrate, ampak je z lastnimi encimi ne moremo prebaviti, zato ni namenjena pridobivanju energije, je pa zelo pomembna za naše zdravje. Najdemo jo s prehransko vlaknino so najbolj bogata, najdemo izključno v živilih rastlinskega izvora in z njo so najbolj bogati zelenjava, sadje, stročnice, tudi oreški in pa cela žita oziroma polnozrnati izdelki. Potem pa še vitamini in minerali, tudi te so vključeni v večino procesov, ki potekajo v našem telesu, zato so nujno potrebni za naše delovanje in za naše zdravje. Kot sem omenila v uvodnem klipu, je večina esencialnih, kar pomeni, da jih moramo v telo obvezno vnesti s hrano. Najlažje pa zadosten vnos vseh vitaminov in mineralov zagotovimo predvsem tako, da uživamo čim bolj pestra in raznolika živila. No in zdaj vemo, zakaj je tako pomembno, da je naša prehrana uravnotežena in vemo tudi, katera živila so najboljši viri posameznih hranil. V naslednjem klipu pa bomo potem pogledali, kako iz teh živil sestavimo uravnotežen obrok. Zanima me še, kaj pa bolniki, ki so na primer vegetarijanci ali pa vegani? Ja, tukaj je potrebno nekoliko prilagoditi prehrano, seveda izključiti večino oziroma vsa živila živalskega izvora. Je pa tukaj zelo pomembno, da vemo tudi, katera hranila s tem izgubimo, ko ta živila izključimo in da jih potem ustrezno nadomestimo z nekimi rastlinskimi živili oziroma rastlinskimi nadomestki. Najlepša hvala. Hvala vam.